tako, dej, poglej še enkrat, a ga imam dosti delč. Blizu, v redu. Največja vrednost tega, da se lahko pogovarjam, je zagotovo skrita v tem, da gostim ljudi, ki imajo vsebino, ki imajo zgodbe, ki imajo življenje, ki se jim je zgodilo življenje in jim je to življenje ponudilo odgovore na neka vprašanja. In moja naloga je, da kanaliziram te zgodbe in ta razmišljanja in te vsebine nazaj do vas. Ana Dolinar je moja današnja gostja. Neskončno vesel, da si tukaj. Tudi iz tega razloga, ker se mi zdi, da se ti je zgodilo življenje in da si dovolila, da se ti je zgodilo življenje. A sama čutiš to intenzijo, to moč tega, s čim si obdarjena, tudi na način, da živiš to, kar čutiš, to, kar sanjaš, to, kar razmišljaš? Najprej hvala za povabilo, Mark. Sem vesela, da sem tukaj. Ja, definitivno imam občutek, da živim kar eno polno življenje. Ne predstavljam si, da bi bilo drugače, pol to ne bi bila jaz. Težko je zdaj reči, mogoče kakšne izkušnje, ki sem jih dala v življenju čez, ki so bile bolj travmatične narave. Ne vem, če lahko rečem, da bi si želela, seveda bi si želela, mogoče, da jih ne bi bilo, ampak pol tudi danes jaz ne bi bila najbrž to, kar sem. Tako da... A razumeš vse stvari, ki se ti zgodijo, kot neke vrste šola, skozi katero pač greš in ta znanja nabiraš in ta znanja te bogatijo? Ja, neke vrste, ja, definitivno kot neke vrste, nekaj, kar te oblikuje. Nekaj, kar te oblikuje vsakodnevno v človeka, kakršen si, kdo postajaš. Vse stvari, ki se ti zgodijo. Sploh se mi zdi, če jih lahko res vzameš scela, če jih lahko res vidiš, če jih lahko res prečutiš, če si nekako odprt, dovzeten, pol te najbrž še bolj oblikujejo, kot če stvari samo tlačeš nekam. Pol ne grejo ponovadi v pravo smer, ne. Ampak a živimo v svetu, kjer si dovoljno čutiti, kjer si lahko, ne, vzamemo čas, ali je sistem ali pa ritem našega življenja narejen ali pa namenjen drugače, da ne čutimo, da čim manj čutimo? Mislim, da absolutno drugo. Mislim, da danes čutiti stvari, se prepuščati čustvom, občutkom, temu, kar se ti dogaja v telesu, biti prisoten s tem, se mi zdi tako kar malo revolucionarno. Saj zato, ker imamo pol eno noro Ano, ne, ki v enem trenutku začne komunicirati nekaj, kar se je do včeraj, če tako rečem, držalo znotraj 4 sten ali pa celo znotraj Anine glave. In ko Ana to začne komunicirati, je v bistvu na začetku najprej nora ta Ana, ne. Ja, ampak tudi se mi zdi, da tudi ta sistem oziroma da živimo v času, kjer je v bistvu mind, kjer je v bistvu naše razmišljanje, možgani imajo definitivno višjo vrednost, so višje postavljeni kot v bistvu telo in čustva, ne. In recimo, ko ti, ne vem, ko stvari bolj čutiš, pa rečeš, jaz tako čutim, ne, jaz tako mislim, hitro si histerična, hitro si zmešana, neuravnovešena, samo zato, ker v bistvu si v svojem čustvenem telesu, ne v svojem mentalnem. Kje pa je ta prva ovira, ne vem, če greva v tvoje življenje, kje je ta prva ovira, ko v bistvu želiš komunicirati to, kar čutiš? Kdo je tista prvi mejnik, ki reče, joj, Ana, to res ni treba? Jaz mislim, da je prva ovira nastane že zelo zgodaj. Že zelo zgodaj, v bistvu v otroštvu, v vzgoji. Ko govorimo otrokom, saj je v redu, ne se jokati,
ko jim v bistvu ne damo tega enega varnega prostora, da sploh izrazijo svoja čustva, ker nas to trigira. Ali njihova jeza, njihovi izbruhi jeze, ali žalosti ne prenesemo. V bistvu jim ne damo tega prostora za njihova iskrena čustva in to zelo hitro ustavimo in hočemo obrniti ali na neko, lej, sej vse v redu, ali pa pač ne se jokati brez veze. Mislim, da začne se vse že tam. Pol pa kasneje seveda šola, ki ti ne da tega prostora in ki gre takoj v bistvu vse v racijo. In pa sistem v bistvu pol čez celo življenje pa sam. A veš, ampak jaz velikokrat razmišljam, da takrat, ko se zgodi ta situacija, ta jeza, izpad jeze ali pa izbruh jeze, da v bistvu jaz mirim sebe. Jaz odreagiram na to jezo, ki jo zaznam jaz kot starš. Ne v smislu nekoga, ki bi bil podporen pri tem, da je to še eno čustvo v paleti različnih čustev, ki jih otrok doživlja. In zato, ker je meni to čustvo neprijetno, ga jaz poskušam ustavljati. Seveda, mi ne shendlamo s tem. Mi nimamo kapacitete v bistvu zdržati s tem čustvom. Zato ga hočemo ustaviti. Se tudi, ko je otrok žalosten, velikokrat hočemo dobro, hočemo takoj v bistvu ustaviti to žalost in jo preusmeriti nekam drugam. Ampak v resnici pa se mi zdi, če pa res pogledamo vase, pa smo iskreni do sebe, kolikokrat si v bistvu mi želimo ta prostor, da bi lahko v bistvu zdržali z neko žalostjo in bili ob tem podprti, ne. Da v bistvu nam ni treba takoj switchati v vse je v redu. Mami happy. Tako da definitivno ne zdržimo tega, ker smo mi trigirani in tudi, ker smo pač mi tako vzgojeni. Ampak, a misliš, da se naš nek proces postavljanja svojega otroka dogaja tudi kot neko transformacijo nas samih, a veš, da mi v tej fazi, ko postanemo očetje, ko postanemo mame, da v resnici takrat mi doživljamo spet neko transformacijo sebe in morda tudi kakšno bolečino svojega otroštva, ko smo jo tako uspešna. Veš, tako se mi zdi, da meni podzavest tako super deluje v brisanju nekih negativnih zaznam. A veš, jaz na primer na Baliju gremo v en trauma healing, ki je v bistvu en tak smešen ležanje na postelji, neka energija gre čez tebe in ti v bistvu zaznavaš nekaj, kar si tako uspešno vsak dan znova v službi, v zakonu, v vseh ostalih prijateljskih odnosih skrival in sploh nisi vedel, da je. Potem se pa zgodi v enem trenutku ta ozaveščenost tega, da se je nekaj zgodilo oziroma da si na nek način zaznamovan. Ja, se mi zdi, da pač super je, da če se zgodi. Super, mislim, na nek način mogli bi se, ne, ampak nisem pa prepričana, da se to čisto pri vseh zgodi ali pa da se zgodi dosti močno, no. Zaradi tega, ker toliko ljudi se mi zdi, da je tako zelo odrezanih od sebe in od tega, ker v bistvu od svojih čustev in doživljanja sebe, da v bistvu tudi to starševstvo, ki je en tak močen prehod, ena taka iniciacija, v bistvu se tudi tega lahko z lahkoto v bistvu povoz. Na ta način, da ni izkoriščena priložnost za eno rast, ki si jo dobil, ki je v bistvu se ti zgodila. Priložnost je ponujena, ampak mislim, da ni vedno izkoriščena. Zdaj bom šel nekam malo intimneje v tvoje življenje, pa upam, da mi boš dovolila, ampak v bistvu nimamo vsi te izkušnje, ki je bila tebi dana, da si na različne načine doživljala prihode in obiske tvojih otrok v tvoje življenje, ne. Rekla si, da si enega dojenčka izgubila, da si to tretjo deklico doživela in pozdravila na povsem drugačen način. Ena deklica je posvojena. A se ti zdi, da je to mogoče tudi ena širina tega, kako se povezati s to ženskostjo v sebi, s to žensko energijo, ker si dovolila to doživljati na toliko različnih aspektov? Tretji je fantek. Oprosti. Ja,
vsi trije so prišli v moje življenje, jasno, sem bila jaz zelo na različnih, v različnih stanjih. Ronja je prva, je odprla nekaj, kar je bilo do takrat zaprto. To eno ženskost, bil je en stik, en prvi stik s tem, kaj mi taka izkušnja lahko da, kaj mi tudi porod lahko da. In celo to pol obdobje, predvsem prvo leto, z njo sem našla eno Ano, ki jo do takrat absolutno nisem poznala. En tak mir. A je to šok za žensko? Ne, meni je bilo tako lepo. Meni je bilo tako lepo. Samo meni pravijo, da sem malo posebna, ker meni je najlepše v bistvu, ko je otrok čisto dojenček. Jaz prvo leto uživam. Pol mi rata težji. Nana, mislim, da sem šla jaz tudi v posvojitev na neki način zelo nepripravljena. Zelo na glavo. Ne morem reči impulzivno, zaradi tega, ker je bila to moja želja že veliko prej, preden sva dejansko, se za to odločila, ampak, ja, mislim, da nepripravljeno je prava beseda. Kaj v smislu te neke operative ali čustvenega? Bolj čustvenega, tega, kaj se bo v resnici zgodilo, kaj to kakšen pomeni, otrok? kaj pomeni posvojen otrok, kaj pomeni, ja, starejši otrok že, tako. Na to sem bila nepripravljena. Potem pa Lun, ne, vmes je minilo kar dosti časa, ko je pa prišel Lun, sem bila pa jaz že na enem čisto drugem mestu. Takrat pa se mi zdi, da sem bila pa pripravljena res spustiti, in se odpreti eni izkušnji, ke mi je pa pustila ogromno, ke me je pa na neki način, res transformirala, no. Njegov porod in že cela ta nosečnost, ke je bila tako prisotna, to je pa, ja, to je pa bila ena iniciacija. Ful je dobro, ko si zdaj že drugič uporabila to besedo iniciacija, ker se mi zdi, da bova se še vračala k tej dinamiki, ampak, a se ti zdi, da če ne bi bilo sosledje tako, ke je bilo, da bi lahko tako polno čutila? A veš, če ne bi imela te prve izkušnje take, pa druge potem take. Ne vem, ne znam ti odgovoriti, a veš kaj, recimo, hecno je, ker že pri Ronji, ne, v bistvu to je bilo 7 let pred Lunom. Jaz sem si že pri Ronji želela naraven porod, jaz sem si že pri Ronji želela, porod doma. Ampak jaz si takrat tega niti povedati nisem upala. A ne. Niti izraziti si nisem upala v bistvu svoje želje. Jaz sem že takrat prebrala vse iste knjige, pa, tako, sem že čutila, da se tam noter nekaj skriva, zame in za žensko, ampak, ja, ne vem, nisem bila še pripravljena, nisem zmogla niti, bila sem še tako v neki kletki, pričakovanj in v bistvu tega, da moram po pravilih in da moram tako, kot mi drugi rečejo, in da moram, tega, kaj si bo kdo mislil, kaj bo kdo rekel, da, ja, da ni bilo šanse, da bi v bistvu upala pokukati ven iz tega kalupa. Ampak, a se pol zgodi neki klik? A se zgodi življenje? Mislim, da se kar zgodi življenje. A veš, tako kot si rekla, ne, nobenega znanja več nisem imela, ali pa samo pač jaz sem se umestila Ja, drugače. nič se ni zgodilo. Koliko je pa to zavezništvo partnerja, na primer, koliko, a veš, na primer doživljamo, a ne, tako nam hoče razložiti, da moški doživljamo drugače, da ženske doživljate drugače. Mi da se bova veliko pogovarjala tudi o tej ženski v meni, ki raste, in ženski, ki raste v tebi, a ne, o tem konceptu, ampak
koliko je pomembno, da smo v balansu s tem človekom, s katerim hodimo po tej poti. Ja, meni je bila podpora Sebastjana tle absolutno zelo pomembna. Zdaj si mi dal ful zanimivo, ker ga nisem nikoli vprašala, če bi jaz recimo že pri Roni rekla, v bistvu povedala moje želje, kakšen bi bil njegov odziv. Tako da, to ga bom prav Ker zdaj je tudi on vprašala. rastel, ne? Ja, sej zato. Ampak pol pri Lunu, no, ko sem bila noseča, pomembno mi je, da je bil v bistvu, da na moji strani, da je verjel v to, kar si želim. Ampak, ne vem, Mark, jaz sem bila tako odločena. Da tudi če. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi on rekel nikakor. Lahko, da bi jaz še zatrmarila, da. Zato, ker se mi je zdelo, to je moja izkušnja in tudi sem bila, hvala Bogu, sem se jaz tudi z znanjem, statistiko, z vsem tako podprla, da me ni mogel recimo na to finto, to je nevarno, to je bolj nevarno, ker statistika tega ne podpira. In on je zelo racionalen in če njemu postrežeš z malo bolj znanostjo, pa tako v bistvu, ampak nič od tega se ni zgodilo. Ne, jaz sem njemu povedala, ko sem že najprej sem v bistvu že izbrala babico, ko sem bila jaz 100% odločena in sem mu povedala, Sebastjan, jaz si želim roditi doma, in je rekel, ja, sej se mi je zdelo, sej sem vedel. Kaj bi drugega. Ja. Ampak okej, midva živiva v enem Pa, svetu. Mark, ful je bilo pol pomembno, da se je tudi on na to pripravil. Jaz sem tudi, potem sva hodila na ene priprave, posebne, ki niso te, ki jih dobiš od našega sistema, kjer se je tudi on kot partner lahko bolj pripravil na to, kaj se bo v bistvu zgodilo, kaj se meni dogaja, kako me on lahko podpre, kakšna je njegova vloga v tem procesu. Tako da to je bilo tudi, to je bilo zelo važno. Midva živiva v svetu, ko lahko gledava neko postavljanje ženske v neko samostojnost, neodvisnost, ne? Vendarle pa zdaj, v zadnjem času, se pa pogovarjamo o tem, a je odločitev o, ne vem, pravici do splava neka samoumevna odločitev, ki se nam je zdela logična, pa vendarle pridejo strici in razložijo, da pa morda temu ni tako, da bo to pač drugače in tako naprej. In se mi zdi, da se za neke osnovne zgodbe pogovarjamo vedno znova. Ja. Kaj, porod doma je pa kaj? Hollywood je imaginaren film, nekaj, kar je ekstra, kar je čuden, ne? Se pravi, na eni strani ta primarno razmišljanje, sama si uporablja besedo sistem, a so ženske, ki tako intenzivno čutite, ne? Da je to prav, oziroma da je to pravi prihod, a veljate za nekaj eksotičnega, veljate za nekaj posebenega, ali smo kot družba sposobni to sprejeti pa razumeti? Jaz mislim, da nismo še sposobni. Mislim, vsaj taka je moja izkušnja. In da predvsem se pol hitro znajdemo v tem, da je to nekaj, kar je zdaj popularno, ali pa je, ne vem, ali pa New Age, ali pa ne vem kaj, ne nekaj, kar je v bistvu, Bilo skozi. kar je bilo 99,9% naše. So tako rojevale. Ja. Ja. In bolj kot, veš, jaz nimam nič proti porodu v porodnišnici. Jaz imam proti temu, kako se ta porod v porodnišnici v velikem procentu zgodi. Ne? Če bi se jaz v porodnišnici počutila, da bom jaz lahko rodila v svoji moči, da bo to žensko osrediščen porod. A mi lahko to razložiš? Ja, da bom jaz lahko poslušala sebe in svoje telo in bom imela dovolj časa in bom imela intimo in bom imela zraven samo ljudi, ki me v tem podpirajo. Pol jaz nimam
nobene težave, roditi kjerkoli. Meni je važno, da se počutim varno okolje, ker je bil meni dom, ne ena, porodniška soba, kjer luči v tebe svetijo ali pa eni tuji ljudje hodijo noter pa ven, ne, ker tudi mačka ne bo šla tlele, zvalit svoje mladičev, ampak se bo nekam zavlekla tamle noter, ker je to pač ni. Fiziološko, se naše telo ne odpira na ta način, ne. Kakor se ti tlele ne moreš pokakati, ker se ti pač sfinkter ne odpre. To je zelo podobno s porodom. Da ga v bistvu, če je nosečnost, normalna, brez zapletov, da ji v bistvu, da pustiš, da telo opravlja svojo funkcijo na način, kot ga opravlja, ker čim ti narediš prvi poseg, čim ti, prvo stvar recimo v procesu poroda podreš, ali je to, pospeševanje popadkov, ali je to, da v bistvu vodo, predreš te plodovne mehurje, karkoli, v bistvu se to kot domine podre, ne. Telo več ne opravlja svoje funkcije tako, kot bi jo moglo. In jaz, ne vem, od kje je to prišlo, ampak jaz sem že med nosečnostjo v bistvu začutila, da ta porod, da ta izkušnja poroda, če je tak, kot bi mogel biti, za žensko nekaj skriva, nekaj več. In jaz lahko rečem, da to je bila porod, to je bilo najbolj transformativen dogodek v mojem življenju. To, da sem jaz dejansko sama rodila. Ampak spet, govoriš o tem, kako pomembno je slišati sebe. Ja, Mark, jaz do takrat ne vem, če sem bila kdaj v resnici, zdaj to ali zaradi moje izkušnje zlorabe, ali zaradi, pač sistema sveta, v katerem živimo, jaz nisem bila nikoli, pa sem igralka, zares v stiku s svojim telesom, da bi ga res začutila. Tako, kot sem začutila med porodom. To pa je bilo, tle sem, tle noter in ne morem zbežati. In ker vedela sem, če zbežim, bo šlo nekaj narobe. Lučke zdajle, ja. Ja, ampak, moram zaiti za eno sekundo nazaj. Tako nonšalantno si uporabila stavek zaradi moje zlorabe, a ne. Jaz sem si, ko sem razmišljal o tebi, sem si rekel, to je sigurno točka, kamor ne bom šel. Ampak zdaj me ta nonšalanca tega stavka, a ne, me je ustavila, da kako lahko, a veš, jaz sem šel čez svoje izzive, pa čez svoje preizkušnje in se mi zdi, da takrat, ko sem nonšalanten, ko na neki način zelo flegmatično neko svojo stvar, ki je bila nekoč bolečina, tako nonšalantno lahko izrečem, kot si jo ti, na neki način nakazuje meni, da si čez. A bi zase rekla, da si čez? Ja. A si v procesu? Ne, mislim, da nisem več v procesu. Glej, in hkrati nikoli ne mislim, da si zares čez. Oboje. Ko se mi zdi, da, veliko sem zdravila to svojo rano, skozi različne oblike terapij, najbolj se mi zdi, da sem največji korak naredila, ko sem povedala svojo zgodbo. Komu najprej poveš to zgodbo? Komu človek to pove? Ja, najprej, v resnici je bila najprej mami, pa pol mogoče, pa Sebastijan, zelo hiter v najinem razmerju, zelo hiter. Pa najbližji prijatelj, mogoče par prijateljev. Ampak pol, ko sem jo povedala javno, takrat je pa tako še nekaj, maska je padla. Takrat je ena maska padla. Ker takrat ne morem več sama sebe okoli prinesti. Takrat se mi je zdelo, da zdaj sem pa lahko to, kar sem. Ko pa rečem, da nikoli nisi čisto čez,
je pa tudi nazaj. Takrat, ko sem pol zgodbo javno povedala, se mi zdi, da je bila tudi to ena ta ločnica, en prehod do tega, da takrat sem stopila naprej. Takrat sem rekla, zdaj se jaz ne vračam več nazaj, zdaj grem jaz naprej. A to pomeni, da razumem, sprejmem, zavestam? Ja. In da nočem biti več v preteklosti. Ja. Ujeta tudi v identifikacijo tega, kaj to je, Ja. kaj zloraba je. Ja. ne? Ja. Okay. In se ves čas za vsako stvar spraševati, a je to zaradi tega, pride v korenine tega, ali je to zdaj pozdravljen, ali je to sem zdaj jaz. Še vedno moje telo tako reagira, ker mi moram spet tja noter. Takrat sem se odločila, dost, change, gremo naprej. Občutek krivde? Sebe kot krivca? Ne. Se je to kdaj pojavilo? Ne. Nikoli. Nikoli. To je zelo tudi pomemben, po moje, v razumevanju tega, Ja. kaj. Okay. Nikoli nismo Ne. imeli tega. Okay. Ne. To je stigma, ki Vem. pogosto Vem. gre na zrcaljenje na sebe, kaj pa če sem jaz. Ne? Ja, ne. Ampak to, kar govoriš, da si določene situacije, ki so se ti dogajale, pripisovala temu in potem v enem trenutku prenehala, probi mi opisati ta občutek te osvoboditve. Ja, takole ti bom. Recimo, velikokrat sem se spraševala, a se mi nekaj dogaja zaradi moje travme, ali nekaj tako čutim zaradi tega, ker sem to pa to doživela. In se mi je skozi zdelo, velikokrat sem imela občutek, da nisem normalna. Da nekaj doživljam preveč, ali pa drugače, ali pa hodim v neke situacije, v neke vzorce zaradi tega in da ni normalno. In sem imela skozi tako to, moram biti normalna, moram biti normalna, moram biti normalna, moram biti. Dokler se ni zgodil en shift, ke sem bila, pa jebeš normalno. Dokler nisem na nek način prišla nazaj k sebi. To sem jaz. Ne vem zakaj, ne vem zaradi česa in tudi nočem vedeti. In kakor da se v bistvu prej nisem mogla zares sprejeti. In nekaj, a lahko to delam, ker nimam tega še čisto razrešenega, pa nisem še tam dosti globoko prišla, pa da sem se dejansko lahko sprejela taka, ko sem, ljubim se tako, ko sem, svojo travmo vred. Z vsem, kar sva, a razumeš? Z vsemi, ne vem, da sem impulzivna, da sem kaotična, lahko, da sprejemam prehitre odločitve, da skačem na glavo. Pač vse to. Vmes je bilo to dolgo obdobje v bistvu tega enega zdravljenja, ki je absolutno nujno. Ampak vse je bilo, mogoče sem zaradi tega taka, mogoče, in sem se začela nekako krčiti vse. Nekako sem postajala manjša, zelo zgubljena zdaj, kaj sem pol res jaz, kaj sem jaz, kaj je moja travma, In pol se je pa zgodil en moment, to sem jaz, to vse sem jaz. Naj sam to zapiš, da bomo to imeli za slogan, jebeš normalno. Se mi zdi, da je to čist paše na ta koncept, tako da hvala ti za to. Ampak ti si takrat že igralka, ti si takrat nekdo, ki je šel čez, ful se mi je dotaknilo, ker Zvezdana je razlagala o tem, kako na AGRFT-ju, kako so jo imamo lahko en podcast tam na to temo, verjetno. Jokala sem, ko sem to poslušala. Sam povem ti, ko sem poslušala Zvezdano in sem to slišala, je nekaj tako odprla v meni, da sem se jokala. Mislim, zdravilen jok je bil, nekje odtekel, ampak tako je bilo. Okay. Razčlovečati, razštelati in v bistvu izdelati zdaj Ano v neko pozicijo, ki bo mogoče kot igralka potem zadovoljevala to neko frustracijo na koncu. A se ti zdi, da si mogoče tudi zaradi tega, ker ste igralci malo drugačni od nas normalnih ljudi? Jebeš normalno. Da si to močneje doživljala. A je možen, da ti je to lahko bil nek način en orodje, da si bolj čutila, kako potrebno je, da se povežeš s tem občutkom. Se mi zdi, da nekdo, ki ne živi tako polno,
ne, ali pa se mi zdi, da je mogoče tudi podkrepljen z nekimi znanji v tem, kako čutiti in kako to potem doživeti, ne vem, neko prevarano ženo ali pa neko bolečo izgubo ali pa tako naprej, da ti je ta igralski moment na nek način pri tem pomagal ali se ti zdi, da je odpomagal? Mogoče celo na nek način odpomagal. Zaradi tega, ker sem vedno v teatru šla zelo v osebno. To je bil v bistvu moj lonček, iz katerega sem črpala. To je bila ta skleda, iz katere sem ven jemala in mislila sem, da je to edini pravi način, da si pač ti tam popolnoma razgaljen in srce daš narazen in napladen in tlega mate in šele ko to narediš, si dober umetnik in si nekaj zdaj pravega naredil. Danes tega ne verjamem več. Mislim, da sem predvsem, veš, zanimivo mi je te dni o tem razmišljati, če se bom kdaj znašla nazaj v gledališču, se mi zdi, da se bom znašla iz enega čist drugega mesta. Ker mislim, da je bilo gledališče za mene na nek način ves čas, veš, to iskanje v bistvu tudi kot neko zdravljenje nečesa. A veš, Mark, da se skozi daješ v situacije v bistvu zato, da bi nekaj pozdravil, ne. Ampak gledališče je the worst place. Najslabši prostor za to početi. S to kritiko in s tem v bistvu zunanjim pogledom. Najslabši možen prostor. Ampak si ga pa čutila kot klic, ne? Takrat v tistem trenutku si čutila, da je teater neke vrste logična posledica, ali ne? Ja, absolutno sem čutila klic. Ne vem, ali je to zato, ker sem tako rekoč zrasla v teatru, ampak definitivno, definitivno lahko rečem, teater je moja ljubezen. Še danes, še vedno. Definitivno moja ljubezen. Bova videla, no, kako se bova našla. Jaz televizijo definiram kot mojo ljubezen, ampak naj bo tam, ne. Ti definiraš, to mi je zdaj zanimivo, pa še ugotovila sva, da sva ribi. Ne, iz tega, da sem povedal, da administrativnih stvari, no, greva glih. Mislim, da sva preobčutljiva. Za jebeš normalno. Ampak hočem ti reči to, ta racija, ne, meni se zdi, da sem bil skozi vzgajan v tem svetu racije, da je definicija, ne vem, moje mame, mojega očeta bila, da priteče potomcu, da je racionalen, da razmišlja na ta način. In ne to, da pišem gejevsko zgodbo skozi življenje, ampak se mi zdi, da mi je bilo ful pomembno, prej sem se pohecal to žensko v meni, a ne, ampak ta, ne vem, če je prav, da rečem, feminilen moment, ampak sam ta neracionalen pogled na svet, ne, ki ne razume 1, 0, 1, 1, 0, 0, ne, ampak razume tudi nekaj več, a ne. A veš, da se velikokrat srečujem zdaj z ženskami, ki ne znajo tega prepoznati. V sebi? Da so ženske šle v pozicijo tega zelo koncepta racionalnosti, matematike, analitike, ne, tega koncepta. In se mi je zdelo v bistvu najbolj seksi na tebi to, ko govoriš o tem, kako ti je pomembno to žensko pozicijo, ne samo z eyelinerjem pa z lip glossom, ampak negovati in zbujati in prebujati v odnosu do zunanjega sveta. A se ti je zdelo, da je to težko? Koliko istočnic si ti zdaj meni dal, vse sem zdaj že pozabila. To je ta ženska v meni. A se čutiš žensko tako? Ta balans, Ja, to, okej. o čemer ti govoriš tudi zase, v bistvu, ta balans, ta yin yang, kakorkoli temu rečemo, žensko, moški. Ta balans se mi zdi tako važen. A ne? Da se mi zavedamo, da imamo to vsi. Ne?
da niso, ne vem, moški mora biti trd, ženska mora biti pa mehka. To ne deluje ne za enega, ne za drugega in nikakor pa ne za svet. Ampak zakaj živimo v družbi, kjer se mi zdi, da ravno ženske poskušate biti bolj trde, bolj šarf? Zakaj misliš? Ja, jaz v resnici mislim, da je to eno prehodno obdobje, ker se mi zdi, da je revolucija se vedno začne tako, da najprej moraš iti nekje čez, če hočeš pol uravnati stvari. Ampak ja, pač jaz vidim problem v tem, da so ženske s tem, ko so hotele se opolnomočiti, postati enakopravne, so malo preveč so se skompale v resnici s patriarhatom, z moškim svetom. Na nek način se mi zdi, da drugače ni šlo, da to je pot, ampak se mi pa zdi, da prav zdaj smo pa v času, ko je pa to treba videti, ko je to treba prepoznati, ta ponotranjeni patriarhat, ki živi v nas tako močno. Ne samo, da je zunanji, ampak ta ponotranjeni. In da je zdaj čas, da to ozavestimo in da začnemo iskati nove poti, da začnemo iskati zdaj ta balans. Ok, ampak kaj mene zdaj ene stvari strah? Ok. Jaz, na primer, ko se z ženskami pogovarjam, ženske so zelo eksplicitne. Tudi, ko se pogovarjam o seksu, ko se pogovarjam o stvarih, ste veliko bolj efikasne, zelo jasno na nek način znate definirati, kaj paše, kaj ne paše, kaj je prav, kaj ni prav. Ne? Moški, pa zdaj nočem reči, da govorimo to so na koncu uspešni moški, ki gradijo neke svoje zgodbe, ustvarjajo neke zgodbe, so tudi zelo, lahko rečemo temu, ne vem, prizemljeni in tako naprej, pa so zmedeni. Na koncu tudi v enih takih banalnih stvarih, kaj mi paše, kaj mi je okej, kaj si želim, kaj ne. Se mi zdi, da se ta generacija 40, 45 zdaj znajde v to, da ženske imate neko vizijo, moški smo pa zmedeni in čakamo v bistvu na nek način neko potrditev. A misliš, da se jaz motim, ko tako vidim svet, ali dopuščaš na nek način, da vendarle ta patriarhat, o katerem ti govoriš, pušča posledice ne samo na ženskah, ampak tudi na... Absolutno. Patriarhat enako rani oba spola. Jaz se sam pač bolj ukvarjam z ženskim, ker živim to žensko izkušnjo na tem svetu, ampak drugače mislim, da patriarhat enako rani oba spola. In da trenutno živimo v eni zelo kompleksni, komplicirani v bistvu situaciji tega, ženske se opolnomočajo, moški čisto dobro se tle ne znajdejo, ne vejo. Hkrati tudi, ne vem, ti imaš izkušnjo z ženskami, ki vejo očitno, kakšne so njihove želje. Jaz veliko delam z ženskami, ki ne vejo, ki niti tega v bistvu ne vejo, kaj si zares želijo, kaj je res njihova želja, tista najglobja, ne tist, kaj si morajo želeti, kaj je pričakovano od njih, kaj je next step, ampak res... To, da, vprosti, da te prekinem, ful doživljam tega, da se ženske v enem trenutku zbudijo, da grejo da se jih nekaj dotakne in reče, okej, ta situacija me je zbudila kot žensko, me je zbudila, ker sem šla prej v uno rutino, bila sem mama, bila sem uspešna v službi, zadovoljevala sem potrebe doma, servis in vse ostalo. In potem se zgodi nek trenutek in potem sem se zbudila in sem ugotovila, da sem živela fucking v laži. Za nekoga drugega, ponavadi. Ja. In se ti zdi, da moški pa nima tega momenta? Ja. Da je v bistvu zmeden takrat, ko se to zgodi. In da v bistvu ne zna odreagirati na to situacijo. Veš? Ne vem, če ti lahko kaj pametnega odgovorim. A se ti zdi, da smo tle tudi podporni, da rabimo ta kontrapol, glih za to, da lahko take situacije prav zares živimo?
rabimo ta drug pol, ta drugo energijo, ta nasprotni spol, ne vem, nekoga, ki nam je podporen. Da se lažje umestimo v ta razmišljanje. Ker po mojem je šok, če ti v eni situaciji ugotoviš, da si spal. Po mojem je šok za tebe kot žensko, da se zbudiš. Ja, ampak ne vem, jaz vseeno opažam, da so to bolj počasni procesi, da se ne zgodi to tako čez noč. Ampak da je v bistvu to zbujanje iz te ene matrice, da je to dosti počasen proces. Aha, da misliš, da ga pa sploh, da ga v resnici sploh ne zavedamo, da se je to zgodilo danes, ampak grem skozi to in v enem trenutku se sam zbudim, ker je konc tega procesa ali pa je toliko intenziven. Ja, ne bi rekla, da ga je konc. Okay. Mislim, da ga dejansko ni nikoli konc. Okay. Ampak... mi razložiš to, ko praviš, da imaš stik s ženskami, ki morda ne vedo. A so to ženske, ki so zmedene zaradi nekih situacij v lifeu ali... Ne, mislim, da ne zmeden, mislim, da zgubljene, mislim, da so se zgubile toliko zelo v bistvu v pričakovanjih drugih, v negovanju nekoga drugega, v poslušanju. Veš, ker so živele za druge. Ja. Veš, ker ženske rade prevzamete vlogo, da živite za druge. Ne? In pa imaš občutek, da je prav, da to delaš, oziroma da živiš za nekoga drugega. Ja, in ne vem, koliko je to res neki, mislim, da je naše, ampak v tem če gledam pa balans tega, je pa to danes to zelo izven balansa, ne? Koliko ženske v bistvu doma poskrbijo za vse, pa imajo hkrati zdaj še službo. Pa je to zelo izven balansa. Nisem ziher, da je to toliko naša neka odločitev ali naša, ne vem, prirojena narava, kot je to posledica družbe, kakršna je, in v bistvu teh nekih zunanjih pričakovanj in tega nekih pravil, stvari so tako nastavljene in tako jih pač odigravamo. Kakšna ženska je po družbi zdaj ta trenutek najbolj koristna? Koristna? Ja. Kakšna ženska? A veš, mi živimo v svetu, ne vem, TikTokov, ne vem, kjer se mi zdi, da banaliziramo neko vsebino, da se ukvarjamo z... Jaz mislim, da ženska in moški, ki je zelo v stiku s sabo, se pravi, ki pozna sebe, ki si upa imeti odprto srce, ki si upa čutiti, ki ve, ki pozna svoje želje, ki ve, kdo je. Ja, ki je v stiku s sabo, to je nekako... Ker takrat se mi zdi, da bo vedno znala najti neko ravnotežje med vsem in ne vem, takrat bo lahko imela tudi odprto srce, kar je vedno pač zdravilno za vse. A pa je to za njo lažje? Ja, in taka ženska, veš, bo tudi videla, bo videla, kaj ta sistem, kaj ta patriarhat, kaj ta kalup, v katerem živimo in nam je premajhen, postal je pretesen. Veš, se mi zdi, da smo ženske, da za nas je narejen nek kalup, ko se rodimo tja noter, gremo v ta kalup in ženske pri teh letih, ki ti govoriš, začenjajo ugotavljati, da je ta kalup premajhen. Da jih nekaj tišči in ratajo frustrirane, in ratajo tečne, in ratajo zagrenjene, in nezadovoljne, pa čisto dobro ne vejo, zakaj. Ne vejo čisto dobro, zakaj. Zato, kaj je ta kalup premajhen, ki se je treba razlešči. A viš dobro, da si igralka, da se mi zdi, da teatralen moment, da nam je pomagal, zdaj to razumeti. Ok, ampak zdaj ti bom dal pa twist question. Yes. Kakšen dec pa je kos pol tej ženski, ki stopi iz kalupa, ne? Ker meni je una čisto ustrezala tam ukalupljena in, ne? Ja, super.
Ja. Pa se je u nas budila, ne, iz tega kalupa in zdaj sem jaz tle lulček, ki ne vem, kam bi sam Ja, sabo. Ne. lej, tudi moški se bodo mogli zbuditi. A pa misliš, da je to Mis- logična posledica ali gremo v frustracijo? Veš, ko se mi zdi, da jaz Je nikoli najprej doživel- frustracija, Okej. absolutno. In mislim, da so trenutno moški v frustraciji. Ženske se Ful dobro. prebujamo, moški so v frustraciji. Okej. Ampak mislim, da bodo prišli za nami. Morda. A je yin-yang, moško-žensko, črno-belo? A se ti zdi, da je družbi ustrezalo, da smo šli v ta ekstrem črno-bel, ne? Yin-yang. Jaz mislim, da smo vsi malo ena mavrica, da smo vsi malo mešano na žaru, ne? Ja. Ampak Ta ekstrem absolutno ni ustrezal ničemur. Mislim, nekaj smo naredili s svetom. ja, Vse se gori. Pa grem pa na drugi strani, zanj mi je ena punca, ki je šla k meni na terapijo, razložila, da ima v razredu nekoga oziroma neko deklico, ki želi, da se jo naslavlja kot mačko, ne, in se identificira kot mačka. A ne, jaz sem ta prvi, ki sem jej, ne, dobro, parade ponosa glih ne razumem, ampak ne, se mi zdi, da pač razumem raznolikost vsega, ampak pa imam pa spet jaz meje, pa se jaz počutim, ne, to je pa tudi za mene nekaj, kar ne razumem, a ne. Ja. V bistvu sem nekdo, ki težim k temu, da ti moraš biti čim bolj v temu, kar ti čutiš, ne, ampak se mi zdi, da takoj, ko se zaletavam v intimne prostore drugih ljudi, da imajo ljudje težavo s tem, če jaz preveč čutim to, kar čutim. Lej, jaz sem tudi sploh zato, ker tako zelo, ne vem, podpiram ženske in navijam za njih in sama se res dobro počutim kot ženska in si ne predstavljam, da bi bila karkoli drugega. In mene je tudi v bistvu te različne identitete, ki se pojavljajo, je mene tudi na začetku to zelo zmeden. In sem mogla zelo si dati en prostor, v bistvu, da takoj ne. In zdaj mogoče rekla nekaj, kar No, daj, no. saj ni važno. Jaz tudi to čutim v bistvu kot en upor mladih na situacijo, v kateri, ki ni good. Prav kot en upor, kot v bistvu en ne klic na pomoč, ampak v bistvu jebite se vi s temi svojimi vlogami, svetom, ki ste ga ustvarili, kjer nič ne funkcionira, vse gre v maloro. In se mi zdi to v bistvu ta prav nek upor. Ne, pejte vi s temi vlogami v 3 krasne. Jaz nam govoril o tvojem modnem stilu, ne? Ampak o svojem sploh ne, a ne, ampak ne vem, a bi neka gospodična, mimogrede tvoji bulerji so seksi, ampak a bi se pričakovalo od neke gospodične Ane, ne, da tukaj sedi v štiklicah, da ima oblečeno krilo, da previdno, včasih vem, da so Molkovo učili, kako se to ne bi znal pri teh mojih kilah, ampak kako se pravilno, ne, drži noge in tako naprej. A se ti zdi, da je tudi to en position, ne me ukalupljati, ne me omejevati, kaj bi jaz kot ženska mogla? Moja uprava? Ja. Lej, jaz se s tem sploh ne ukvarjam več. Ampak veliko žensk pa najbrž, da se. In tudi, ko o tem govoriš, jaz drugače mislim, da je to vse po notranjem patriarhat, veš. Ker, lej, moč ti da tole, a ne. Tako. Ampak si huda tudi tako, a S veš? tem zavzameš prostor, a ne. Zdaj pa je katera ženska si vzame prostor. Ne, Hvala ti za tole. gremo takole. Ja. Se stisniti. Ne, ja, veliko sem že govorila v bistvu o tej neki zunanji, o tej naši zunanji podobi, o tem zunanjem pogledu tudi na nas, in kako je v bistvu ta naša vrednost vezana, kako ženske vežejo svojo vrednost na
na zunanji pogled in mislim, da vse to, kaj ženske moramo, saj sem enkrat rekla, da si same zategujemo steznik, ne. Kaj mi moramo vse popraviti, koliko imamo mi tistih v Millerju ali pa ne vem, v teh trgovinah, koliko imamo mi poličk, pa koliko imajo moški poličk. In to, ko že samo to pogledaš, je tako, glej, koliko imamo mi za popraviti. Da to misliš, okej, ker jaz sem zmeraj zmeden pred to polico, kva vse jaz bi rabil, a ne. Sej, kaj vse rabimo, sej to, lej, koliko mi rabimo, da bomo izgledale, okej. To govorimo, ne? Ja, exactly. Moški vam steznike naredimo, narišemo štikle, narišemo, pač naredimo, ne? Ja. Ali pa predpišemo, kaj vse bi rabila. Mislim, a si danes dala najprej podlago, pa pol čez, ne? A razumeš? Ja. Ampak a je pomembno, da si lepa, a je pomembno, da si sebi lepa, a je družbi pomembno, da si potem okarakterizirana, če si lepa? A veš, evo. Ker za fante ne rečejo, da so lepi, ne? Ne, itak ne. V Čeprav njihovo še ne. zunanjost se več ali manj nihče ne vtika, Ja. sploh. Ja? Nihče ne reče, ne vem, že 11-letni punčki na eni zabavi, tako si ti privlačna, ali pa ne vem kaj, koliko si. V njihovo zunanjost se nihče ne vtika. In kaj sem hotela reči? Ja, da moški. Aha, če se počutim lepo in če mi je to važno. Lej, ko gledam slike za nazaj, na primer, ko sem bila mlajša, pa pol akademija, pa prva leta v gledališču, pa tako. In zdaj vidim, lej, koliko sem bila luštna, koliko sem bila fletna, lahko rečem lepa, karkoli. Markaj sem se takrat počutila grozen. Jaz sem se več kot 2/3. Jaz sem se večino svojega življenja počutila grozen. Jaz se zdaj pri 42 pa hodim okrog brez make-upa, danes sem ga dobila, hvala, Anja. Jaz sem se, jaz se danes šele počutim dobro v svoji koži. Ja. Ker to res prihaja od nekje drugje in to je tako klišejsko. To vem, da je tako klišejsko. Pa ne lepota prihaja od znotraj, ampak od tega, od kje ti čutiš, se mi zdi, da je tvoja vrednost, no. Pa kako si z življenjem, pa koliko imaš v bistvu enega pešna, ene strasti, enega življenja vse, enega ognja, ene energije, enega. Tam, če si už pogledala ta posnetek, bi rad, da mogoče bo Nejc dal na close-up kader, ko sem ga jaz imel možnost videti, kako so ti učke zažarele v trenutku, ko si razlagala o odločitvi za porod, ne, doma. To si pogledaj, zato, ker se mi zdi, da te to definira, ne, da te ta žar v učkah definira in da zato imaš ta passion, ker se mi zdi, da se ljudje zelo neizmerno hvaležen sem ti za to uro tvojega časa in jaz imam to težavo, da se mi zdi, veš, da bi lahko naredil še drugi del z Ano Zelinar pa tretji. In sem hvaležen za to, da šeraš ta svoje razmišljanja in da si to, tudi če sva danes, ne, se vem, da bo izpadlo glupo, če rečem, da sva dvema mogoče dala neki misel, ampak jaz mislim, da je v resnici to poanta, da razmišljamo, da gremo sami vase, da rečemo, no, se ta Ana, ne, pa ni tako čudna Ana, morda pa ne, razmišlja nekaj, kar je meni blizu. Ja. In sem ti hvaležen za to. Ne. Ti imaš svoj podcast, zdaj mi malo to povej, no? Joj, dej nihi, ne sprašujem v podcastu, ker ja, imam ga vsake toliko, pa gre pa na pauzo, ker pač delam Ker greš vse ti malo na sama pavzo. in je veliko dela, Jaz a ne? imam Nejca. Ja, Ne, okej, ja. jaz bi tudi rabila Nejca. Nejc? Daj mi samo še eno stvar mi razloži. Kje sebe vidiš čez 142 let? Kje si? Kaj znaš? Kaj? Ampak 142. Pri 142. Sam, da ustvarjam, pa je v redu. Okay. Karkoli. A se ti zdi, Sam, da sem kreativna. Da je čist vsak dan lahko ta kreativnost? Viš kaj, vidim kreativnost tako široko, da je definitivno vsak dan z mano, ampak vsak dan je en drug kanal odprt, vsak dan pride
nekje drugje. Cool. Ana, hvala ti, ki si bila moja gostja. Hvala. Moji prijatelji iz Avemeda so ti naredili en darivček, boš videla, boš pogledala noter. Jaz sem glih te police. Se mi zdi, da sem iskal neke podporne stvari za moje življenje, za mojo dinamiko, in se mi zdi, da sem tavil, in pa sem se zaletel v Avemed, in pa sem se zaletel v njihovo zgodbo, pa njihovo idejo. Pomagajo mi pri tem, da lahko klepetam, in sem vesel, da boš na ta način tudi, se bom spomnil čez, da boš na ta način spoznala eno dinamiko, ki je meni polepšala in obogatila moje življenje, in to je naš daril za tebe, ki si nam podarila to čudovito uro razmišljanj, in jaz sem prepričan, da se midva še vidva. Hvala. Pa hvala tebi pa za vse, kar delaš.